Kaj je pokazala anketa, ki ste jo izvajali v slovenskih podjetjih o starejših zaposlenih? To vprašanje bi mogoče morala osvetliti z dveh vidikov, ker sta bili anketi oziroma intervjuji dvojni med delavci in med delodajalci. In ena drugi ni primerljiva, obe sta pa zelo podučni. Anketa med delavci je izkazala to, da starejši delavci svoje delo opravljajo radi, da se čutijo kompetentne pri svojem delu, da so veščine osvojili, da želijo občutiti varnost in da že ne želijo sprememb, če te niso nujne. Kar se pa tiče delodajalcev, pa pravijo delodajalci, da zaznavajo to, da gre za skupino starejših delavcev kot skupino, ki je posebej lojalna delodajalcu, ki bo tudi v krizi prisluhnila delodajalcu in ki ne bo odšla, tako kot mogoče mlada generacija, ki razmišlja drugače, da ne dela napak pri delu, zaradi tega, ker je predarna, izkušena, ni prehitra pri reakcijah, zlasti na primer pri zdravjem varstvu pri delu. Ti delavci ne delajo velikih napak. Delodajalci tudi opažajo to, da če pride do kakršnih koli sprememb, je zelo pomembno, da ohranjajo ti delavci svoje primarno delovno okolje, se pravi primarne sodelavce, tiste vodje, s katerimi so se prej dobro razumeli in tudi tako ohranjajo produktivnost v tem delu delovnega procesa. Sama, kako bi se reklo, sprejemljivost za morebitne spremembe, za doizobraževanje, za drugo delovno mesto in podobno, je prisotna v večji meri v primeru, ko je klima v podjetju dobra. In k tej klimi seveda pripomorejo kadrovski delavci, pripomorejo menedžerji. Klima, v kateri se pa združuje tako mlajše kot starejše delavce v neke celovite socializacijske skupine, v kateri se pomanjkljivosti tako ene kot druge skupine zneutralizirajo in v kateri se kvalitete ene in druge skupine nadgradijo. In to sožitje da krasne tudi delovne rezultate. To je naše spoznanje in to smo tudi zapisali posebej v našem vodniku, ki smo ga ob tej priliki izdali v angleškem in slovenskem jeziku. Kako se v vašem podjetju lotevate problema starejših delavcev? V bistvu tako kot vseh zaposlenih in tudi tej populaciji pač namenjamo določeno skrb. Predvsem smo prepoznali prednosti teh starejših delavcev in največ aktivnosti teče na področju mentorstva. Se pravi, da smo jih prepoznali kot populacijo, ki ima ogromno znanja, ogromno izkušenj in potem jih usposobili za prenos tega znanja na mlajše. Tako da to je ena od tistih aktivnosti, ki jih peljemo. Druga aktivnost je, da jih vključujemo v time, se pravi, timi pri nas v steklarni so mešani, mladi, stari, ženske, moški in dobivamo na tak način sinergijo vsega, kar pač je prisotnega v podjetju. Na tak način tega največ, se pravi, odpiramo prostor za vključevanje, odpiramo prostor za dialog, se pravi, da pogledamo, kaj so res plusi, kaj so minusi določene generacije, poslušamo njihove potrebe, poslušamo njihova pričakovanja in jih potem poskušamo tudi spraviti v življenje. Kako se v vašem podjetju lotevate problematike, če je to problematika starejših zaposlenih? Ja, pri nas se, tako kot v večini slovenskih podjetij, verjetno srečujemo z to demografsko sliko, kateri Slovenija, tako kot tudi Evropa, ne bo mogla ubežati. To pomeni, da imamo vedno večje število zaposlenih, ki so tako imenovano starejši delavci. Za delo s starejšimi zaposlenimi seveda pri nas nimamo nekih posebnih prijemov, tudi ne rečemo, da je to kakšna posebna kategorija delavcev, ampak so to delavci, ki so integrirani v delovni proces, tako kot vsi drugi. Res pa je, da bomo v sklopu teh projektov, ki jih zdaj tudi Gospodarska zbornica Slovenije nekako promovira in nam tudi pomaga pri tem,
morali kaj dosti več narediti na promociji zdravja na delovnem mestu, zato smo tudi recimo se zdaj lotili projekta promocije zdravja. Če bomo želeli, da bodo delavci delali nekje do 65. leta ali po napovedih še dlje, bodo morali biti predvsem zdravi, ne?